Spoštovane krajanke, krajani, spoštovani gostje. V imenu Sveta krajevne skupnosti Pišece prav prisrčen pozdrav in iskrene čestitke ob krajevnem prazniku. Posebej v naši sredini pozdravljam predsednika Sveta krajevne skupnosti Pišece, gospoda Petra Skrivalnika, predsednika Združenja borcev za ohranjanje vrednot narodnega osprednjega boja Odbor Brežice, predsednika pokrajinskega odbora Posavje, tovariša Staneta Preskarja, ravnateljico osnovne šole Maksa Peteršnika Pišece, gospod Nuško Ogorevc, predsednike sosednjih krajevnih skupnosti, vse svetnike občinskega sveta, vse svetnike krajevne skupnosti in predsednike ostalih društev. Krajevni praznik praznujemo v spomin na dogodek, ki se je zgodil 7. julija 1944. Takrat je prvi bataljon Kozjanskega odreda zavzel nemško postojanko v Pišecah in tako začasno osvobodil Pišece. Spomenik priča, da tudi ta del slovenske zemlje polit s krvjo hrabrih fantov in deklet, ki so se odzvali k klicu na vstaju v izredno težkih razmerah. Prvič se je krajevni praznik praznoval že leta 1956, tradicijo praznovanja pa z manjšimi predsledki nadaljujemo vse do današnjih dni. Uvod v današnje praznovanje so s himno naredile pevke ženskega pevskega zbora Pišece pod taktirko gospoda Franca Veblja. V nadaljevanju nas bo predsednik krajevne skupnosti, gospod Peter Skrivalnik, popeljal po prehojeni poti preteklega in začrtani poti prihodnjega leta. Spoštovane krajanke, krajani, gospe in gospodje, spoštovane goste v imenu sveta, en prav prisrčen pozdrav. Danes praznujemo svoj praznik naše prelepe krajevne skupnosti. Radi se spomnimo preteklih dogodkov, ki so se zgodili vse od kmečkega upora davnega leta 1573 pa vse do današnjih dni. Lahko smo ponosni na zelo bogato, pestro zgodovino našega kraja. Svet krajevne skupnosti Pišece je nastopil nov mandat. Zato želim predstaviti program sveta v bodočem 4-letnem obdobju. Prednost vsekakor dajemo pri obnovi že obstoječim moderniziranim krajevnim cestam, saj so nekatere že v zelo slabem stanju. Soočamo se s problematiko prostorskega plana za center Pišec. Namreč nekatere obstoječe gradbene parcele niso primerne za gradnjo, zato je Svet krajevne skupnosti dal pobudo občini Brežice za spremembo prostorskega plana za center Pišec. Zaradi slabe internetne povezave želimo, da se v celotni krajevni skupnosti napelje optični kabel. Nadaljevala se bo obnova večnamenskega doma, saj želimo, da imajo vsa naša društva primerne pogoje za delovanje. Ravno tako se bo nadaljevala ureditev starega pokopališča. V letošnjem proračunu občine Brežice imamo zagotovljena sredstva za modernizacijo 2 krajevnih cest, v vaški skupnosti Orehovec in vaški skupnosti Dednja vas v dolžini 640 metrov. Na večnamenskem domu se bodo upravila dela, ki so bili načrtovana, menjava stavbnega pohištva in začetek urejanja prostorov bivše pošte. V imenu Sveta krajevne skupnosti se zahvaljujem našemu županu, občinskemu svetu in strokovnim delavcem občine Brežice za pomoč pri izvedbi naših investicij, ki se bodo izvedle v letošnjem letu. Hvala vsem društvem in organizacijam, ki so se danes udeležili kulinarične predstavitev našega kraja na temo koruzna moka in pa seveda nam vsem znane pišečke marelice. Razlogov za praznovanje 7. julija je več kot dovolj in naj bodo takšni jubileji in takšna praznovanja priložnost za nastopanje krajevnih institucij, društev, predvsem pa naj bodo prilika za obujanje bogate zgodovine naše krajevne skupnosti. Vsem krajanom in gostom želim prijetno druženje in praznovanje praznika naše krajevne skupnosti Pišece. Hvala. Presat me peli, en fantot si dam, sem ga slovo.
oči odsvrla, prav važet ga imam. Devaj, devaj, dreto, jo premal nebo. Devaj, devaj, dreto, jo premal nebo.
Gospodjuna sila, venec streh dolin, moja domovina, narod moj trpi, družica moja, dom moj in moj rod. Bom truden boja, vodi mi še grob, ti družica moja, dom moj in moj rod. Bom truden boja, vodi mi še Gospodjuna zila, nabel rožmarin, sveti zemlji sniva, tvoj slovenski sin. Gospodjuna zila, nabel rožmarin, zemlji snima, tvoj slovenski sin. Spoštovani gostje, 24 ur bo, pa bo 75 let, kar je po teh krajih in tej ulici odmevala partizanska pesem herojev prvega bataljona Kozjanskega odreda, ki so odhajali iz Pišec po popoldanski zmagi nad postojanko žandarmerije leta 1944 tu v Pišecah. 75 let bo in 75 let je doba, ki spada že nekako v zgodovino in je prav, da jo obravnavamo tudi z tega vidika in najbolje, da bi v tej dobi govorili tisti, ki so to tudi preživeli, vendar žal. Z te kraje imamo samo še enega živega partizana, ki je bil član Kozjanskega odreda, žal se zaradi stanja pa ciljne vročine, ki je bila napovedana, ni mogel tega udeležiti. Zato pa bi bilo morda prav, ko sem se pripravljal na tole današnje srečanje tu z vami, da obudimo ta spomin tako, da ga vidimo skozi očeh tistih, ki so bili mlajši in so takrat 30 let nazaj oziroma 30 let od tega dogodka pisali to. V roke mi je prišla knjižica z pomenljivim, preprostim pa vendar polnim naslovom Pišece. Napisali so jo ljudje, ki jih vi tako ali drugače poznate, starejši, morda bolj mlajši, pa samo iz pričevanja. Torej, izdana bo leta 1975, napisali so jo pa diplomirani inženir arhitekt Karl Filipčič, Milan Kostevc in pa Marjan Vučajnik. Gotovo poznate te ljudje, kaj ne da? Eden vrhunski arhitekt, ki je tudi avtor tegale spomenika, drugi Milan Kostevc, polkovnik, borec, izjemen bojevnik, ki je te dogodke sam doživel, in pa Marjan Vučajnik, ki je bil ravnatelj osnovne šole dolga leta tu v Pišecah. Ta dogodek, katerega praznujemo danes, katerega na spomin praznujemo danes, je bil, kot je že napovedovalka povedala, 7. julija 1944. In avtorji te knjižice so ga opisali takole, citiram. 7. julija 1944 je prvi bataljon Kozjanskega odreda, v katerem so bili večinoma domačini, likvidiral v župnišču Pišečko žandarmerijsko postajo. Pred samim napadom je poveljnik Kozjanskega odreda Marjan Jerin napisal žandarjem pismo, da zahteva takojšnjo predajo, da partizani povsod zmagujejo. Ob koncu pisma je poudaril, da ima njegova enota angleški eksploziv 808, ki ga bo uporabil
če se ne bodo predali. To pismo je politkomisar bataljona Anton Račič Zvone poslal poveljniku žandarmerije po Katarini Jagodič. Žandarji se seveda niso takoj predali, začeli so streljati, nato so partizani odprli skupni ogenj na utrjeno okno župnišča. Borca Ivan Petančič in Rudi Sotošek sta sekirami razbila glavna vrata v župnišče in na čelo s politkomisarjem bataljona Račičem upadla v prostore žandarmerijske postaje. Na poziv, da se predajo partizanski vojski, so to tudi seveda storili. Pred napadom je bila uničena telefonska zveza z Brežicami. Pomoč so iskali signalnimi raketami, vendar jih ni bilo. V prostorih občine so partizani uničili vse dokumente, samo matične knjige se niso dotaknili. Bataljon je zaplenil 56 pušk, 4 brzostrelke, veliko streljiva, ročnih bomb in drugo opremo. Po končani akciji so ujetim žandarjem v Podgorju povedali o ciljih narodno-osvobodilne borbe, jih preoblekli v ponošene partizanske obleke in poslali na njihovo poveljstvo v Brežice. Prebivalci Pišec so sklenili, da ta dan, to je 7. julij, proslavljajo kot krajevni praznik spomin na začasno zasedbo Pišec. Prvič so ga proslavili 1956. leta, kar smo že slišali. Od samega začetka 1944 pa do konca vojne so se z nemško policijo, Wehrmannschaftom, žandarmerije in ustaši, ki so bili nekaj časa stacionirani na Bizelskem, kozjanski borci, kurirji in aktivisti uspešno borili po vaseh današnje krajevne skupnosti Pišece, lahko bi rekli skoraj da vsakodnevno. Potrebno je povedati tudi to, da so se Pišečani že po leta 1944 dogovorili, da je potrebno skopati bunker, ki naj bi služil kot zaklonišče aktivistom OF in za shranjevanje živeža in drugega materijala. Zavedni Pišečani so s delom takoj po dogovoru začeli pod vodstvom pokojnega Karla Ogorevca iz Pišec zaselka Čereje in ga spomladi 1943. leta tudi dokončali. Nemci ga niso nikoli odkrili. V bunker so poleg 10 ljudi lahko uskladiščili do 15 ton različnega živeža, fižola, pšenice, koruze, masti in tako dalje. Ta bunker so Pišečani napolnili spomladi 1945. leta. Bunker je bil v glavnem izpraznjen po osvoboditvi, vse zaloge hrane, 13 ton je bilo, pa so bile uporabljene za potrebe prebivalstva mesta Brežice. To delo, izkop bunkerja in uskladiščenje hrane je bilo velikega pomena, ker so bila živila po končani vojni nujno potrebna, posebno v mestih. Decembra leta 1944 so partizani zažgali osnovno šolo, župnišče in Heimatbund stavbo. V Dedni vasi je takrat, torej leta 1975, še živel Kene Jože, ki je sodeloval v oktobrski revoluciji in bil majstroborec za severno mejo. Prav tako je živel takrat še Ivan Kostevc, kateri je tudi sodeloval v oktobrski revoluciji. V času NOB sta padla njegova sinova, Ivan, partizansko ime Ciril, ki je bil politkomisar kozjanskega bataljona, ustanovljenega 16. marca 1944, padel pa je v borbi na Jevši 24. marca 1944 in pa Albin, ki je bil ustreljen kot talec istega leta v Velenju. V tem skromnem delu opisu Pišečanov v narodno-osvobodilni borbi lahko ugotovimo njihov velik delež, ki so ga prispevali k ustanovitvi kozjanskega odreda in v boju za svobodo. V narodno-osvobodilni borbi je v operativnih enotah sodelovalo 250 borcev, padlo je 62 Pišečanov in ustreljenih je bilo 10 talcev. Ti borci so bili prepričani, da izpolnjujejo veliko delo in da jih bodoča pokolenja, ki bodo uživala plodove njihovega junaštva, ne bodo pozabila. Naša dolžnost je, da tega nikoli ne pozabimo. Vsi tisti, ki smo imeli srečo, da smo doživeli strahote vojne, smo dolžni, da o padlih govorimo in povemo, da so ti mladi junaki padli za resnico, svobodo in pravico. Konec citata. Temu praktično, kaj ne da ni kaj skoraj da dodati. Morda le to, da poleg opisanih manjka tu še ena oseba, tudi pripadnik krajevne skupnosti Pišece, to je Miha Kostrevc, ki je s puškomitraljezom, svojim znamenitim Šarcem, uspel blokirati dohod in streljanje
pred vrati, da sta lahko Petančič in pa Sotolšek izvršila z sekirami vdor v župnišče. Namreč eksplozij 808 gre za plastik. Ima eno grdo značilnost. Torej tolče na vse strani enako in ko so partizani prvič zaminirali vrata, je seveda na njih so nastale le praske, ker je vsekalo na vse strani enako. Niso pa imeli dobenega materijala, s katerim bi eno stran začitili, da bi udar, torej bojni udar bil samo navznoter. Zatega sta se dva borca praktično žrtvovala, da sta uspela iz sekirami izsekati vhod v župnišče, potem nametala notročne bombe, da so se predali. Še ena stvar je zanimiva iz te akcije. Zanimiv je sam kontekst, v kateri se je akcija zgodila. Torej v tistem času je kozjanski odred osvobodil na Kozjanskem, seveda v operativni coni Sava, Sotla, Voglajna in pa Sava 18 sovražnih postojank in izboril v sredi Evrope, razen Savinjske doline, kjer je operirala 14. divizija in pa Zidanškova brigada, največje osvobojeno ozemlje v Evropi. Samo velika mesta, torej Brežce, Krško, Sevnica, Bizeljsko so bile v rokah Nemcev. Kar kaže na izjemno pomembnost, prodornost in bojno moč, ki jo je kozjanski odred pokazal na tem območju. In zato danes imate svoj praznik, zato je danes ta spomenik, zato so danes tudi pomniki tu za mano, ki smo jih z vašo pomočjo uspeli pred 2 letoma, mislim, postaviti v obliko, v kateri so. In ko sem že pri pomnikih, mi bodi dovoljeno kot slavnostnemu govorniku, da vam prenesem še eno sporočilo, ki govori o slovenskih pomnikih, ki govori o odnosu nekaterih Slovencev do pomnikih, ki so za ves narod, za vso civilizirano Evropo svetinja. Govorimo o napadu, ki se je pred nekaj dnevi zgodil v Ljubljani, ko so neznanec ali bolje rečeno neznanci umazali spomenike revoluciji, partizanskemu boju, kar so obsodile vse napredne sile, tudi izven naše države, samo v naši državi vsi ne. In naše združenje je o tem izdalo naslednjo izjavo, mislim, da je tukaj zanimiva, da vas bo zanimala. In citiram. Včerajšnji napad na simbole narodno-osvobodilnega boja ter slovenske državnosti ne pomeni zgolj incidenta vandalov, temveč so vse bolj vprašljiva ozadja pogostih napadov na slovensko preteklost. Vsako politično hujskaštvo s sovražnim govorom proti Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in simbolom narodne osvobodilne borbe daje krila slučajnim ali malo manj slučajnim vandalističnim izgredom. Dogodek ni edini v zadnjem obdobju, pač pa so spomeniki in znamenja NOB v zadnjem času pogosta tarča napadov. Policija seveda nikoli nič ne odkrije. O pomenu NOB za slovenski narod nima smisla razpravljati. Partizanstvo je zibelka slovenske državotvornosti in brez zmagovitega narodno-osvobodilnega boja bi slovenski narod izginil iz obličja sveta. Brez upora partizanov ne bi bilo svobode, kaj šele slovenstva in današnje slovenske države. Napad na spomenike akademskih kiparjev kaže na nizek nivo stanja kulture in duha v slovenski družbi, katerega nekateri politiki izkoriščajo in podpihujejo za potrebe dnevnega preživetja posameznih političnih strank. Malo mar jim je za to, kako se počutijo svojci borcev ob takšnih napadih. Da ne govorimo, da gre v primeru Tonija Merlaka za popoln absurd zlorabe človeškega dostojanstva in kot je že večkrat kdo dejal, še mrtvih se bojijo. Zveza združenj borcev za vrednote NOB je že v začetku leta 2018 sprožila pobudo za prepoved nacističnih in fašističnih simbolov. To, mimogrede povedano, imajo vse države, ki so imele aktivni fašizem in nacizem. Avstrija, Nemčija in tako dalje. Ta pobuda je bila predstavljena več poslanskim skupinam v državnem zboru, ki so na potezi, da je udejanjijo v obliko zakonske prepovedi. Zdaj je skrajni čas za ukrepanje državnega vrha. Narod, ki ne spoštuje svojih korenin, nima prihodnosti. Narodno-osvobodilna borba je identiteta slovenskega naroda.
Zato bi se morali tistim, ki so nam podarili življenje in priborili svobodo, zahvaliti. Danes pa se morajo še mrtvi upravičevati za krvavo priborjeno svobodo in suvereno državo Slovenije. Konec citata. Spet nekaj dodati temu, kot to, da je res skrajni čas, da Slovenci strnemo svoje vrste, kajti tako na severu kot na zahodu se zbirajo spet nekatere sile, ki so bile aktivne že davno prej, tam nekje od 34. leta dalje, in so pripeljale do tega, da smo imeli drugo svetovno vojno. Nikdar ne smemo dopustiti, da se to ponovi. Preveč je bilo krvi, preveč je bilo trpljenja. Tisti, ki smo izkusili kratko vojno leta 1991, vemo, kako je stati z orožjem v rokah, s petelinom, s prstom na petelino in si v glavi prepričevati, da moraš ubiti tistega, ki stoji na drugi strani merka. To so strašne stvari, nikomu jih ne privoščim in želim si, da naši otroci tega nikoli ne bi doživeli. Zato pa nocoj, Pišečani in Pišečanke, stopimo skupaj, kozarcu vina, veseli in lepi slovenski pesmi in lepo praznujte svoj praznik. Vsaka vam čast. Hvala, tovarišu Stanetu, in prosim delegacijo Zveze borcev, da odnese venec spomenika. Potonem se svet, odličen bil je tako velik, mislim mi najdejo sled, tisto malo tebe in ti prisloniš na njih, na moja lica, pogledaš me v oči. Kulturnem in družabnem področju v naši krajevni skupnosti. Aktivno sodeluje pri dramski skupini Smehni greh, je tajnica pri turističnem društvu, sodelovala je pri vseh projektih UNESCO taborov pri osnovni šoli Maksa Pleteršnika in dobro predstavlja našo lokalno skupnost izven naših meja. Naslednji nagrajenec je gospod Jože Zagmajster. Gospod Jože je izjemen prizadeven predsednik krajevne organizacije Zveze borcev NOB, vodja Prapoščakov ter gonilna sila projekta postavitve spominskih plošč z obeležitvijo žrtev nacifašizma 1941-45 v krajevni skupnosti. Je idejni vodja projekta prvomajskega pohoda po pomnikih NOB od Pišec do Kerinovega križa. Aktivno deluje tudi pri turističnem društvu Pišece in se kot krajan zavzema za razvoj kraja. Ob krajevnem prazniku prejme priznanje tudi osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece.
Najbrž ni šole na podeželju, ki ne bi bila hkrati učilna zidana in srce kraja. Pišečki šoli je vsej njeni zgodovini to izjemno dobro uspevalo. Zadnja desetletja pa je s smelimi, inovativnimi in kreativnimi projekti opozorila nase ne le v posavski regiji, ampak tudi na državni ravni in celo daleč preko meja. Ni naključje, da so ena svojih projektov poimenovali prav Premikamo meje in da je bila šola med prvimi v Sloveniji povabljena v mrežo UNESCO šol. To se je zgodilo natanko pred 20 leti, prav toliko let že šola organizira svoje mednarodne tabore, s katerimi se povezuje z drugimi šolami v slovenskem in mednarodnem prostoru. Obenem pa tudi z raznolikimi ustanovami in društvi, še posebej zgledno pa je sodelovanje s krajani Pišec. Na to smo lahko vsi ponosni. Naši otroci dobivajo dragoceno popotnico znanja in srčne kulture, razvijajo svoje talente in se učijo postati uspešni in dobri ljudje. Najmanjša šola v Posavju je pred 15 leti postala regijsko središče UNESCO šol Posavja, Dolenjske in Bele krajine, v katerega je bilo takrat vključenih 9 šol. Zdaj jih je že 12. Nacionalna koordinatorka je izjavila: Pišece so bile izbrane zaradi izjemne tenkočutnosti tamkajšnjih ljudi, tako do narave kot do človeka, saj v Pišecah z veseljem sprejemajo popotnike vseh kultur. Temelj delovanja Pišečke šole kot UNESCO šole so 4 Delorsovi stebri. Učiti se, da bi vedeli, učiti se delati, naučiti se živeti skupaj, učiti se biti. Na šoli je zrasel posrečen nacionalni projekt Moder stol, Nekdo misli nate, ki ga izvajajo mnoge šole v Sloveniji in celo v tujini. Prav tako imenitna je bila obarvana slovenščina, inovativni model za raziskovanje slovenskih narečij, ki je že pred 20 leti temeljil na digitalni tehnologiji in internetu. Slišimo, da prav zdaj nastaja zbirka pišečkih pripovedk, zapisani v barvitem pišečkem dialektu. Šola se nikoli ni bala povezovati dediščine in tradicije z najsodobnejšimi pristopi. Zato seveda ni dovolj sodobna tehnologija, ampak tudi prizadevni, usposobljeni učitelji in prodorni ravnatelji, ki so zbrali šolski kader in vodili krmilo šolske ladje. V letu 2019 Osnovna šola Maksa Pretešnika Pišece obeležuje 20-letnico članstva v UNESCO ASP.NET mreži in 20 let organiziranja in izvedbe mednarodnih UNESCO taborov Premikamo meje. Iskrene čestitke vsem nagrajencem.